Z nami je zdaj nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec, ki se je takrat odločil za vnovičen pregled Jankovićevega premoženjskega stanja. Gospod Štefanec, kaj pomeni odločitev sodišča za človekove pravice, ki je zavrnilo pritožbo Zorana Jankovića glede ugotovitev KPK o njegovem premoženjskem stanju? In dober večer. Dober večer. V najkrajših besedah odločitev Evropskega sodišča pomeni to, da so vsi nadzorni organi, se pravi KPK in v nadaljevanju potem Upravno sodišče in Vrhovno sodišče, ravnali v skladu z slovensko zakonodajo in da gospodu Jankoviću niso bile kršene nobene pravice. Zato je Evropsko sodišče ugotovilo, da je njegova pritožba ali ugovor neutemeljen. Gospod Štefanec, ali ta odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice pomeni tudi, da postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije, kot je urejen pri nas, daje osebi, pri kateri komisija ugotavlja, ali je šlo za kršitev integritete, zadostna procesna jamstva, da je odločitev komisije meritorna oziroma vsebinska? Torej, Komisija za preprečevanje korupcije je pri svojem delu dolžna spoštovati zakon o preprečevanju korupcije in seveda v postopku, ki ga vodi zoper posamezne obravnavane osebe, pa je dolžna uporabljati zakon o upravnem postopku. Ta zakon seveda daje vse pravice posameznim strankam, ki se v postopku najdejo. To so predvsem seveda njegove pravice, da poda svoje mnenje, stališče, da predlaga dokaze, ki so mu seveda v korist ali karkoli drugega podobnega. In zaradi tega seveda sem prepričan, da tako zakon o preprečevanju korupcije kot zakon o upravnem postopku, ki se v postopku pred komisijo uporablja, dajeta dovolj garancij strankam, ki se v takšnem postopku znajdejo. In tako je bilo seveda tudi z gospodom Jankovićem. Gospod Štefanec, zakaj ste se vi takrat odločili za vnovičen pregled Jankovićevega premoženjskega stanja? Torej zaradi tega, ker ko bi moral pravzaprav prijaviti spremembo svojega premoženjskega stanja, tega ni napravil. Ko smo mi ugotavljali, zakaj je pravzaprav šlo, je potem podal ugovor, da se njegovo premoženjsko stanje ni v ničemer spremenilo, zaradi tega tudi spremembe ni prijavil. Ampak seveda to ni bilo res. Ker on je trdil, da ima terjatev do podjetja svojega sina in da, ker mu je to podjetje plačalo to terjatev, se njegovo premoženje v ničemer ni spremenilo. Dejstvo pa je, da seveda terjatev ni enaka poplačilu terjatve. To se je seveda pokazalo potem tudi v nadaljevanju, ko so številni ali pa skoraj vsi upniki podjetja Jankovićevega sinu bili oškodovani v tem smislu, da niso imeli poplačanih svojih terjatev. Gospod Janković je imel pa svojo terjatev v celoti poplačano. Pokazalo se je, da je stališče komisije pravilno in da seveda poplačana terjatev, v najbolj jasnem povedano cash, ki ga je Janković dobil, ni enako terjatvi. In zaradi tega bi bil dolžan to spremembo svojega premoženjskega stanja prijaviti. Gospod Štefanec, kaj pa takšna odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice pomeni za delovanje sedanje Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je zaradi odločanja v primeru Bobnar in Karigador znašla pod pritiski vladajočega Gibanja Svobode? Torej, slovenska javnost seveda veliko govori o Komisiji za preprečevanje korupcije. Tudi sam ne bom nikoli pozabil, seveda, da so tudi meni govorili, da sem brezzobi tiger. Enako se dogaja sedanji komisiji. O njenem delu se govori kot o farsi. Da so seveda njene ugotovitve pravzaprav tudi politično obremenjene in tako naprej. Ampak to seveda ne drži in jaz verjamem, da moji sodelavci oziroma moji nasledniki delujejo enako, kot smo delovali mi. Predvsem v skladu z zakonom in v skladu z ustavo. Glede na to, da stanje ta trenutek, torej stanje ugleda komisije, predvsem ugleda v javnosti, ki je v tem primeru seveda najbolj pomemben, ni na najvišjem nivoju. Takšne odločitve, ki pa seveda pokažejo, da delovanje komisije vendarle ni farsa, ampak je delovanje komisije zakonito in ustavno, vendarle njen ugled najbrž dvigujejo. Jaz sem prepričan, da bi morali biti tako. Gospod Štefanec, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.